O mednarodnem dnevu prostovoljstva komentar dneva Boštjan Klun. V dobi, ko je internetna televizija nekaj vsakdanjega in otroke učimo, da naj, če česa ne vedo, vprašajo Google, je nesmiselno razlagati, zakaj je 5. december mednarodni dan prostovoljstva in kdaj ter kdo ga je za takega naredil. Smiselno se je torej vprašati, če se še niste, kako lahko postanete prostovoljci tudi vi. Odgovor je preprost, reče se mu 3x2v.recikliraj.se. Kdo je prostovoljec, katere so prostovoljne organizacije, ponudba in povpraševanje po prostovoljnem delu, ter nenazadnje reciklator na 3x2v.recikliraj.se. Morda pa vas bolj kot vsebina mednarodnega dne zanima, če ste morda že prostovoljec. Začnimo pri 125.000 prostovoljnih gasilcih, brez katerih si varnosti te dežele, verjemite, ne upate niti zamisliti. Se morda prostovoljno javljate na katerem izmed telefonov za pomoč v stiski? Morda opravite kakšno knjigovodsko ali računovodsko storitev za lokalno društvo proti mučenju živali? Morda kaj drugega, vedno pa to radi počnete in brez pričakovanega plačila. Preprosto zato, ker vas duh individualizma še ni požrl. Seveda, prostovoljno delo hodi z roko v roki z dobrodelnostjo. Saj veste, prostovoljno organiziramo dobrodelni koncert za, recesija je, socialno ogrožene. Mega. Imamo plemenito idejo. Imamo nastopajoče bende, ki se odpovejo honorarju. Varnostniki bodo pokrovitelji in tonci bodo sponzorji, vstopnine ne bo, našli bomo kakšnega dobrotnika, da bo pokril backstage s pijačo in tudi seveda s priročno hrano. Super, boste rekli. In kje je torej zbrani denar za socialno ogrožene? Žal se mi prevečkrat priča, ko se ta sredstva nakapljajo z nabirkami in vsiljenimi dražbami. Zato sem postal brez zamere z leti nekoliko tečen. Dobrodelne prireditve, ki jih ne organizira slovenska filantropija, ne vodi več prostovoljno. Zahtevam plačilo in to dvojno, ki ga še isti dan prenakažem na račun pomoči potrebnih in verjemite, veliko nadebudnih organizatorjev obljubi sodelovanje, sklene pa ga bolj malo, običajno pravijo, da ni dovolj sredstev. Jaz pa pravim, da se premalo trudijo pri sponzorjih. Prepričan sem, da bi, če bi bil koncert tržne narave, obredli vse mogoče donatorje, da bi le zaključili koncert z dobičkom. Upravičeno se torej vprašamo, komu so potem takem dobrodelne prireditve zares namenjene in katere potem zaslužijo vašo pozornost. Nekaj teh boste našli tudi na spletni strani 3x2v.recikliraj.se, za vse ostale pa vam voščimo dober nos.